Živijo in dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Pri meni pa se je zadnje dni ful dogajalo. Če me spremljaš na Instagramu, potem si res vsem že obveščena. Če mi sledi samo na YouTubu, potem te bom zdaj malo updatala z vsem. Namreč pred 3 dnevi oziroma 4 dnevi mi je nekdo udaril v moj YouTube profil in zbrisal čisto vse videoposnetke. To sem ugotovila tako, ko sem se vpisala in želela v sredo naložiti ravno nov video, ko zgrožena ugotovim, da ni čisto nobenega videoposnetka več. Sicer zdaj to tako govorim zelo energično in veselo, ampak dejstvo je, da sem bila res ful žalostna, jokala se, skratka, res me je prizadel, ker je zdaj vse v redu, to pač govorim malo bolj energično. Skratka, nekdo je zbrisal vse in jaz sem se potem takoj obrnila na YouTube, če se da karkoli narediti, in ker sem bila panična, sem dvakrat poslala isti zahtev v roku 3 ali 4 ur, ker še nisem dobila odgovor in sem hotela takoj zdaj to zrihtati. In zgodba je postala ful zanimiva. V bistvu najprej se mi je oglasila ena ženska Reja in rekla, da tako mi je napisala, naj pošljem čisto vse linke od tega mojega videoposnetka oziroma videoposnetkov. In na srečo sem jaz vsak video delila tudi na svojo Facebook stran Evina Lepotilnica, zato sem jih imela shranjene in sem jih samo en za drugim vse dala v mail. In potem se je ona začela s tem ukvarjati, reševati in potem čez nekih 5 ur, ravno toliko časa je tudi minil, ko sem jaz poslala dvakrat isti zahtevek, se mi pa javil Joe in me usmer nekam v bistvu v en support team, da na to furo bolj, da se ne bo dal nič rešiti, no. In jaz sem rekla, čak, kako je zdaj to možno? Reja že rešuje, ta pa prav, da se ne bo dal. In potem naslednji dan se mi javil Reja in prav, good news, 39 videoposnetkov sem uspela rešiti. Jaz tako, oh my god, res bila sem najbolj vesela. Sicer mi je bilo žal teh 14 videoposnetkov, zato ker, kokrat sem že rekla, vlogov, whatever, ampak vseeno med temi 39, 14 jih je manjkalo, ker skupaj sem jih do takrat imela 53 in mi jih je bilo ful žal, ker so bili med njimi ravno ti Primark nakupi, potem test marmelad, izlet, en moj najljubših v Zagreb s kolegicami, ki smo šle, ampak sem rekla nič, tudi če je rešenih samo 39, sem vesela. Vseeno sem potem rekla, oziroma ne, tako je bilo, Reja mi je potem takoj napisala, da se z ostalimi 14 še, da v bistvu ostalih 14 pa še rešujem, da mi jav kaj bo. In jaz tako, ok, ful dober, hvala. In potem spet Joe, da bo zaprl moj primer, da če še karkoli rabim, da se obrnem na njega, da za zdaj zaključujem moj primer. In jaz sem bila tako, kaj? Zakaj zaključuješ moj primer, če sem še v kontaktu z Rejo in ona mi pomaga? In spet me je pač cela panika prijela. In potem naslednji dan, pa predvidevam, ker je bila ravno sobota, da je šla Reja, ker eno zgodbico sem si naredila, da je imela frej dneve in sem javil en nik, good news, in da je uspel rešiti še ostalih 14 videoposnetkov. Jaz pač ful sem bila vesela, no, da skrajšam. No, Joe je pa hotel kar vse zapreti in da bo zaprl primer. V glavnem, kaj nauk te zgodbe, da ne kompliciram, vem, da mogoče vsi čist ne sledite, da je ful pomembno, koga dobiš na drugi strani, ki ti pomaga. Ali na YouTubu, ali na banki, ali na pošti, ali ne vem, mobitel, Simobil. Skratka, pomembno je, kdo se zavzame, tako da vztrajte, če si nekaj želite, če veste, da imate prav, ker jaz sem imela ful srečo, da se je najprej zavzela Reja za mene in rešila čisto vse. Da ne bom predolga, ful sem srečna, ful sem vesela, na tej točki res ful hvala za vso podporo. Saj mislim, da na Instagramu sem že 10.000-krat rekla hvala, tako da tiste, ki me tam imate, že vse veste. Če slučajno za to ne veš, pa si samo zapisala mi lepe besede v podporo na YouTubu, res hvala, to mi je toliko ogromno pomenilo, res vse posebej sem prebrala. Največje srčice na svetu ste, res hvala za podporo, prav tako, res iskreno vas imam rada. Da pa ne bom predolga, pozabimo na vse, kar se je zgodilo. Jaz sem zdaj dobila še večji zagon za snimati videoposnetke, ker vidim, kakšno podporo imam, ker vas imam rada, ker vidim, da imate vi mene rade. Tako da gremo zdaj mi kar v nadaljevanje videa. Danes ti bom pokazala, zakaj vse lahko uporabiš micelarno vodico. Zdaj verjetno ti uporabljaš že odstranjevanje make-upa, tako kot tudi jaz. Jaz pa ti bom pokazala še 6 drugih načinov, ok, zakaj vse jo lahko uporabljaš. Jaz sem se ful zabavala pri ustvarjanju tega vloga, zato stiskam pesti, da ti bo všeč in kar gremo v video. Evina Lepotilnica.
Zdaj, kakor sem že omenila in kakor ti je verjetno znano in v bistvu tudi najbolj pogosta uporaba micelarne vodice, da si z njo v bistvu čisto svoj obraz in odstranjuješ make-up. Kar pa je mogoče malo manj znano, da si svoj obraz čist toliko časa, dokler vadka ne bo na koncu čist bela. Se pravi, da ko jo boš pogledala, da na njej ne bo niti malo umazanije ali pa kakšnih sledi pudra. Jaz danes uporabljam kar tole od Nature s tonika, eden mojih najljubših tonikov. Drug način uporabe micelarne vodice je za čiščenje tvojih make-up čopičev. Vzameš navaden kozarček in naliješ noter neki ti vodice. Jaz bom danes uporabila tole od Avon True. Potem počakaš, da se namakajo nekje 20 minut. In potem vzameš neko krpo, jaz bom danes uporabila kar tako navadno belo, ki v bistvu lahko noter ostaviš tudi roko, in čopiče drgnem toliko časa, dokler niso čisti. Kot lahko vidiš, je to v bistvu zelo hiter, manj kot minuto pa so že čisti, sveži, čist novi. A ti je kaj znan scenarij? Hitiš v šolo ali pa službo ali pa kakšen drug pomemben opravek, kot je ličilo, recimo puder ali pa maskara pade na čist svežo oblečeno srajco. O ja, pa še kako. Uporabljaš je lahko tudi za odstranjevanje madežev, sicer ne tistih res ful trdovratnih, ampak kakšnih bolj takih površinskih. Nakapljaš neki vodice na vatko in preprosto očistaš svojo majčko ali pa srajčko. Z micelarno vodico lahko na hitro popraviš tudi razmazano šminko ali pa maskaro, če se ti je glih razmazala. Samo naneseš kapljico ali pa dve na vatirano palčko in opa, v trenutku si videti boljš. Tudi naslednji scenarij mislim, da je vsem make-up navdušenkam, ja, kar znan. Med ličenjem ti pade puder na mizo ali pa tvojo marco. Pol prah senčk za oči se ful rad razprši na vse strani in zamaže pohištvo, pa če si puder nanašaš s prsti, se lahko ti prstni odtisi poznajo tudi na našem pohištvu. No, z micelarno vodico lahko na hiter in predvsem temeljito očistaš tudi svoje kozmetične površine. Redno umivanje rok je res ful pomemben, saj se bakterije in okužbe prenašajo tudi prek dlani. Če se odpravljaš recimo na kakšno potovanje ali pa imaš omejen dostop do vode, si lahko pomagaš tudi s pomočjo micelarne vodice. Hladne jesenske in zimske dni na žalost dobro občuti tudi naša koža, sploh če imaš recimo suh tip. Če pa roki tisti trenutek nimaš vlažilne kreme ali ti je pa jo recimo glih zmanjkalo, lahko koža, da te ne bo toliko zategovala, osvežiš tudi z micelarno vodico. Evo, to je torej še 6 dodatnih načinov, zakaj lahko uporabljaš svojo micelarno vodico, poleg seveda, da si z njo odstranjuješ svoj make-up. Upam, da si izvedela kaj novega in da bo zdaj enostavno svojo vodico uporabljala še za kaj drugega. Uživajte in do naslednjič. Čau!